Skupina inovativnih študentov, ki si je svojo poslovno idejo na letošnjem natečaju Podjetna Primorska prislužila zmago, je poslovni načrt izdelala s pomočjo portala Mikrobiz. Ideja o čeladi, namenjeni motoristom z dioptrijo, je na spletnem portalu korak za korakom vse bližje uresničitvi. Največja prednost je bila ta, da določene smernice ponudi, okvirje, po katerih naj bi delali, nas nekako poskuša opozoriti na potencialne oziroma pogoste napake. Obsežna baza podatkov nudi informacije o različnih oblikah podjetij, načinu zaposlovanja in poslovanja v Sloveniji ter Italiji. Podjetnika vodi od zamisli do poslovnega in finančnega načrta, ki ga nato lahko preveri tudi na spletnem sejmišču. Kar pomeni, da morda podjetniki iščejo tako poslovne partnerje, zaposlene in hkrati razmišljajo o tem, kako validirati svojo priložnost. Tukaj pa smo vključili tudi socialno omrežje, to pomeni, da so odprti za komentarje. Nad novostjo je navdušena tudi dolgoletna podjetnica, ki v okviru univerzitetnega inkubatorja uresničuje novo poslovno idejo. Uporabo tega portala priporočam tako začetnikom, torej predvsem začetnikom, ampak tudi ostalim, ki recimo nameravajo širiti podjetje ali internacionalizirati podjetje. Zanimanje za vstop na sosednji trg narašča na obeh straneh nekdanje meje. Na Slovenskem deželnem gospodarskem združenju v Trstu letno sprejmejo od 400 do 500 slovenskih podjetij s tako željo. Večina se potem tudi odloči recimo za to delovanje. Sigurno je po 10-15 kontaktov strani italijanskih podjetij na teden, ki se tako ali drugače zanimajo za slovensko tržišče. Obojim bo odslej v pomoč tudi portal mikrobiz.net, ki ga je v preteklih 4 letih, ko je bil namenjen zgolj slovenskemu trgu, obiskalo več kot 225 000 podjetnikov.